predstavila nam bo mentoriranje v tem okolju gospa Metka Glas. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Čisto za začetek me zanima, koliko od vas dvigom rok prihaja iz gospodarstva in iz podjetij? Ok, je par takih. Ker vse, kar smo poslušali do zdaj, je ena taka dobra osnova, kako se recimo lotiti mentorskega programa v podjetju. In jaz vam bom predstavila, tako kot jaz vidim, kaj so bili naši 4 ključni dejavniki uspeha in mogoče lahko to v pomoč še komu, ki razmišlja o tem, oziroma kako nadgraditi. Zdaj pa par zadev. Studio Moderno poznate predvsem po blagovnih znamkah, kot so Dormeo, Delimano, Topshop, Kozmodisk. Podjetje je izjemno prodajno usmerjeno, kar pač pomeni, da če želiš uspeti s katerimkoli programom, ki je prvenstveno vezan na ljudi, moraš postaviti tudi cilje, ki so merljivi. Mi imamo preko 6000 zaposlenih na 21 trgih, pri čemer je Slovenija centrala. Torej moramo biti za zgled in moramo trasirati pot. V Sloveniji je pa približno 320 zaposlenih, tako na international nivoju, kot tudi na lokalnem. To so bila nekako izhodišča, ko sem se jaz leta 2014 lotila, da bi vsem poskušala nekaj, kar je tako samo po sebi pomembno. Saj mentorje imamo skozi vse življenje, umestiti v ta naš konglomerat in sistem, da bo učinkovit. In pri tem sem upoštevala pač 3 zadeve. Tega sem se lotila še preden je sploh pilotski program začel leta 2015, in sicer kako speljati prijavni postopek, kako sploh videti, a obstaja interes, zakaj to pač počnemo. Ker zakaj smo se mi lotili tega? 2 ključna razloga sta bila. Eno je, ogromno smo vlagali v individualne posameznike, ampak to se je kar akumuliralo v njih. Ti so morda znotraj svojega tima oddelka še delili, ampak medoddelčno je bilo pa težava. In ko podjetje raste in raste, mi smo vrsto let rastli s 30% rastjo na letni ravni, malo pozabiš na stvari in akumulirali so se vrtički. Vse verjetno to poznate. Eno je pač, internet, drugo je marketing, potem se pa nekako ne marajo med sabo, namesto da bi sodelovali, ker na končni fazi, če gre enemu dobro in drugemu, dajmo skupaj združiti, da bo vsem nam šlo. In to je bilo ključno. In ko sem pač postavljala, prvi kriterij je bilo to. Če želiš biti mentor ali mentoriranec, se moraš zavedati, da k temu pristopaš prostovoljno. In moraš pač vložiti tako svojo energijo, kot tudi čas. Moraš izkazati interes, kar pomeni, da 50% časa, ki ga bodisi mentor, mentoriranec nameni, je izven rednega delovnega časa. Druga zadeva, kar je bila pa tudi ključna, je pa mentor ne more biti nadrejeni mentorirancu, ampak gre za spodbujanje medoddelčnega mentorstva. Ker ključno mi je bilo, da to našo kulturo sodelovanja podkrepimo z enim takim programom in da upam, da bomo že kmalu najdeli dobre poslovne primere, na katerih bomo lahko gradili. Tako da prijavni postopek je bil potem pač postavljen. Tukaj gre za 2 dela. Povabilo na eni strani potencialnim mentorjem, kateri želi prispevati, skozi obrazce tudi, in seveda povabilo mentorirancem. Bodisi, da si izberejo iz tega bazena mentorjev, bodisi, da pristopijo sami in rečejo, tukaj potrebujem ali poznaš koga, ki bi mi lahko pomagal. Obe možnosti sta. Ko pride do parov, je bilo pa ključno to, da se mentor in mentoriranec dobita čisto neformalno, na kavici, čaju, se pogovorita in začutita, ali med njima obstaja ta stik, da lahko mentor mentorirancu pomaga uresničiti njegov cilj. Ker odgovornost je na strani obeh. Tako da zelo ciljno usmerjeno smo pa puščali precej svobode, ker ne nazadnje gre za gradnjo odnosov na temelju zaupanja. V sklopu mentorskega odnosa, ki pač poteka 6 mesecev, od januarja do konca junija, imamo kar veliko izobraževalnih zadev. Od spoznavne delavnice, kjer učimo mentorirance in mentorje, kaj to sploh je smart postavljanje ciljev, da znajo priti znotraj tega obdobja do začrtanega cilja in ga uresničijo, ker če ga bodo uresničili, potem bo zadovoljstvo na strani obeh. Potem
V tem obdobju je nekako predlog, da se 10 do 12krat srečajo na 14 dni in da so ta srečanja tam nekje med 45 in 60 minut in da je vsako srečanje ima tudi svoj cilj, kar pomeni, da po vsakem srečanju tudi napišejo nek diary, nek dnevnik vodijo, ki je v pomoč in enemu in drugemu. Tukaj je tudi coaching akademija za mentorje in pa skupinska srečanja mentorirancev. Spodbujamo to, da se učijo drug od drugega in zaenkrat se je to pokazalo za dobro. Na koncu vedno naredimo tudi neko zaključno srečanje in pa analizo, pri čemer mene vodi semafor. Torej, karkoli mi pač povejo, da je dobro, to obdržimo in nadgradimo, kar ni, damo stran in potem vsakič poskušamo vpeljati še določene novitete. In kar je ključno, prakse, ki nastajajo, predstavljamo predvsem zaposlenimi na internih dogodkih, na konferencah in delimo tudi skozi orodja komuniciranja. Ker rezultati, ta transparentnost mora biti, ker na tak način pridobiš zaupanje vodstva. Potem pa samo na hitro 4 ključne dejavniki uspeha, kot smo jih mi zaznali. Mentorstvo je živ organizem. Mi smo se odločili za postopne korake. Mentorstvo je tudi poslovni primer za nas. To se pravi, treba je določiti in postaviti, kaj naj bodo koristi, tako za mentorja, mentoriranca, kot tudi za podjetje. Potem tudi, kaj so cilji, kratkoročni in dolgoročni, merljivi in tisti malce morda manj merljivi, ki so povezani z razvojem ljudi. In pa vedno moramo meriti uspešnost. Mi se tukaj poslužujemo tudi metode, poleg tega, da določimo, da je cilj 90% vključenih, da pride do zastavljenega cilja, ki so si ga zadali, da tudi poslužujemo se Net Promoter Score, da vidimo, koliko teh, ki so na nek način vpleteni v proces, bi priporočili mentorstvo drugim v podjetju, ker oni so ambasadori. Formalni okvir je ključen, ampak znotraj tega lahko plešajo po svoje. Formalni okvir je pa to, gre za partnerski odnos, gre za to, da je odgovornost na strani obeh, ne samo na strani mentorja ali na strani mentoriranca, jasno mora biti zastavljen cilj in pa ta cilj mora biti uresničen v 5 do 6 mesecih, da si ne zastavljajo prelahkih oziroma pretežkih nedosegljivih ciljev. In zadnja zadeva je pač podpora in komunikacija. Jaz, ko sem se tega lotila, sem si najdla najprej botrca med top managementom, ki sem rekla, ja, ti boš za zgled, ne, mi bova za zgled vsem. In tako smo začeli ta eksperiment. Potem smo pa prepričali tudi vodstvo. Danes na čelu z Sandijem Češkom, ki je tudi mentor že druge generacije, imamo 80% vodilnih vključenih v mentorstvo. Oni so tudi naši ambasadori. Ključno pa je, da mentorski program ima skrbnika, ker da prepustiš vse, pa da to teče, ja, lahko teče nekaj časa, ampak ta kontinuiteta je res ključna. In seveda vsi zaposleni. Ne bom šla v detajle, glede tega, lahko vam pač sam povem, da vsako leto gradimo na zadevah. Se pravi, najprej smo imeli splošno, samo 10 parov, šli smo na kvaliteto, ne na kvantiteto, potem smo pa vpeljali mentor-specialist program, kjer razvijamo tako imenovane te trde veščine, specialistične zadeve in tudi mentor-coach, kjer gre v bistvu za soft, mehke veščine. Letos vpeljujemo tudi skupinsko mentorstvo in pa tako imenovan flash program, kjer se samo enkrat, dvakrat srečata. In v pomoč so ima pa tukaj tako akademija, ki jo imamo, mini coaching za mentorje, ker brez tega znanja, kako voditi mentoriranca, zelo hitro zaidemo s poti. Imamo tudi intranetno stran z ogromno gradiv, sodelujemo z eksternim coachom, to je tudi pač pomembno, da pridobivamo to znanje od odzunaj. In to so nekako stvari, ki so jih tudi naši prepoznali. Glavne koristi vedno jasno predstavljene in komunicirane in to, kar je ključno, mi smo dejansko dvigali zavzetost zaposlenih, kar jo tudi merimo na letni nivoju. In ko sem lani pač prvič videla, da je kar nekaj zaposlenih rekli, super je, ker imamo poskrbljeno za naš razvoj, zaradi mentorskega programa so prepoznali to zadevo. Cilji jasni. Pri nas, če želimo dobiti budžet v mentorstvo, moramo pač postaviti jasne cilje, ki morajo biti tako kratkoročni. Kratkoročni so vezani na tisto leto, obdobje, v katerem poteka, dolgoročni pa tja do 5 let. In zaenkrat smo uspešni, kar se tiče programa v centrali, zdaj nam pa predstavlja velik izziv, kako te dobre prakse
predati tudi naprej na naših 21 držav ostalih. Ne? To nam je pač tak izziv, zato se trudimo usposobiti čim več mentorjev tukaj, da bomo lahko potem skupinskim mentorstvom usposabljali pač ostale. In kar je meni ključno, je tudi to, da poskušam nekako dokazati vodstvu, ki je usmerjeno številke, da ima mentorski program velik vpliv na poslovno uspešnost podjetja. Tako da tole so samo par številk, vse si lahko pač preberete tudi v predstavitvi. Morda samo to, en kratek pač primer. Okvir je jasen, je postavljen, znotraj tega mora biti svoboda, ker sicer se ne bodo pač prijavljali. Ne? In to konstantno pač poudarjamo. Okvir je jasen, znotraj tega svobodno. Ponosni smo tudi na to, da imamo že kar nekaj certificiranih mentorjev, ki so res ambasadori in delijo te zgodbe, tako kot so naše zgodbe, ne vemo, o blagovnih znamkah, ki jih vi vidite v oglasih, tako mi širimo notranje zgodbe z našimi zaposlenimi. In zadnja stvar, tudi mentorski program nam je pomagal, da smo lani sprejeli naših 6 glavnih vrednot v podjetju. V angleščini so, ker naš osnovni jezik je angleški, ampak mentorski program je eden tistih projektov, ki jih peljemo, ki vsebuje vseh 6. To se pravi challenge, create, care, cooperate, deliver in grow. In to je recimo en pač primer, da se s postopnimi koraki in z neko strastjo, ki jo pač vsak, ki je del tega, vlaga. Tako da tudi vam želim veliko uspeha, če se boste tega lotili, oziroma da to, kar delate, delate še bolj uspešno in srcem.